In kje se je naučila ženska tega kraja čitati tiskano knjigo? Precej je bil Amandus v dobri svoji katoliški duši trdno prepričan, da ni vsekakor bi moralo biti. Pravi katoličani tiste dni niso umeli čitati v knjigah. Tukaj pa se je knjiga čitala, brez dvojbe je tlačil Satan svoje pest vmes. In to vse se je našemu kanoniku videlo tako sumljivo, da je pozabil vse drugo in da niti ni čutil bolečine v ramenu. Žen sem, strašansko sem žen, žge me. Kdo si in kako ti je ime, dekle? To je naša hiša in dali so mi ime svete mučenice, svete Katarine. Svete Katarine? Oho, ona je prava spoznavalka naše svete vere. In upam, da hodiš po stezah, po katerih je hodila ona, ki sedaj uživa slavo našega kraljestva. Ali si vredna ne imena Katarina? Kar mi je mogoče, storim, da bi bila čim bolj podobna. Kam hodite v cerkev? Saj vsako nedeljo in praznike. K svetemu Antonu na Trato. K svetemu Antonu hodite v cerkev. Ali imate dušnega pastirja, ki vas vestno in pridno poučuje o Kristusovih katoliških naukih? Saj veš, danes se klati Satan po svetu, da bi vam zavedal duše in jih ukradel nebeškemu odrešeniku. Ali hodiš s pravim srcem k maši gospodovi, Katarina? Mislim, da hodim. K svetemu Antonu hodite v cerkev. Povej mi, Katarina, kako je s tabo? Imaš li tudi pravega Boga v srcu? Le dobro premisli. Izprašujete služabnik Božji, ki pa ni tvoj dušni pastir, ki pa je vendar pozvan, da širi slavo našega odrešenika. V cerkev hodim in Boga molim tako, kakor je zapovedano v pismu. Kako veš ti, dekle, kaj nam zapoveduje sveto pismo? Ali pokaži, kakšno knjigo imaš v roki in razloži, kdo te je učil čitati tiskano črko. Sveto pismo. Dalmatinovo sveto pismo. Nesrečnica, kako si dobila to bogotajno knjigo? Dalmatinovo knjigo. In to v teh krajih in med tem ljudstvom. Ljubi zveličar, ne daj, da bi se pogubil v tej divini. Kakor strela udarim po tem v krivoversko gnezdo in z ognjem in mečem in iztrebim vse, kar je gnilega. Ko me boli, ko te gledam, Katarina. Za danes ti oprosti Bog, katerega si zapustila in izdala. Žen sem. Pojdi k studencu in prinesi mi mrzle vode, da se ohladim. Pojdi. Katarina je še naprej skrbela za ranjenega Amandusa, čeprav se je strašno bala, kakšna kazen bo doletela njo in njeno družino, ker je ugotovil, da so razpeti med dve veri. Za povrh vsega pa je hišo zvečer obiskal še luteranski predikant, ki jih je zopet pregovarjal v njihovo vero. Ko so hoteli brati iz pisma, je Katarina morala povedati, da ga je vzel Amandus. Oče in trije bratje so sklenili, da ga ubijejo bodi si sekero ali pa ga odnesejo ven, kjer bo preko noči zmrznil. Dvignili so ležišče z bolnikom vred in ga odnesli skozi vrata.
Stežko so posteljo privlekli na travnato ravnico, katero še dan danes vidite za mrakovo hišo. Tanko devica, ki mu je zadoščala v sobi, je kar izginila, niti čutil je ni. Glasno je molil in prosil Boga, naj se ozre nanj in mu pošlje angela, da od njega vzame trpljenje. In uslišan je bil. Katarina je pobegnila skozi hišo, ker je vedela, kaj so bratje naredili. Nesla mu je ideje in kar je pač našla v svoji revni stanici. O, moj Bog, in sedaj še skoraj mraza ni. Kako bode šele proti jutru? Ali vam je hudo, gospod? Ti si Katarina, svete mučenice ime imaš. Ali kaj so moje muke pred onim, katere je prebila sveta Katarina? Posvečeno bodi njeno ime. Mraz mi pretresa ude. In prav dobro de, da so šteti trenutki mojega življenja. Tebi, Katarina, da si krivoverka, naj bodo opreščene tvoje pregrehe. Usmiljeno in mehko ti je srce. Dvigni glavo, deklica. Vedeti moraš, da ni spodobno, če se njemu dore pomaziljen tako zelo približa žensko lice. Za gospodovo službo tako zelo približa žensko lice. Propovedano nam je ženska, kakor je bil prepoveden drevesni sad prvima človekama v raju. Dvigni torej glavo in ne jokaj se zame, jokaj pa se za svojce, ki tečejo v pregrehah. Dobro mi de tvoje delo in tvoj mraz je izgubil svoje moči do mene. Samo na tej strani, kjer stojiš, me zazebe časih, ko zabrije sapo od severa. Ali imaš še kaj odej, da me na tem mestu zavaruješ mrzle burje? Bog mi je priča, da še nikdar nisem trpel takšnega mraza, kakor ga trpim nocoj. Bog se me usmili. Ničesar nimam več in vse sem vam že prinesla, kar sem dobila. Res je, burja piše in ostra je, to vem sama. Ne jokaj se zaradi tega. Dobro voljo imaš. In to voljo ti zaračuna nebeški oče. Prav tako, kakor da si me zavarovala vsake burje. Hudo trpim, Katarina. Hudo trpim. Nekaj bi vedela, nekaj bi že vedela, gospod, in to bi vam morda pomagalo. Ali čudili se boste, če vam nasvetujem kaj takega? Govori. Na tej strani vam prihaja hlad do telesa in odeje ni, da bi vas zagrnila. Jaz pa sem dobro oblečena in mraza sem vajena, ko imamo dostikrat toliko snega, da sega malo ne do strehe. Vi ležite pri onem kraju, jaz pa bi se sklonila semkaj, k robu. Kaj? Boga, deklica, še vedno si velika, velika grešnica. Lahko bi vedela, da je kaj takega nedopustno in nemogoče. Oblečena bi vas varovala mraza, ki prihaja z te strani. Katarina, vprašam te, ali je to resna tvoja volja? In ali se ne sramuješ pred onim, ki naju gleda iznad zvezda in kri, ki ne rdeči obraza? Ker moraš vedeti, da je prišla iz tvojega telesa pregrešna grkota v moje telo. In ali ne meniš, da ne umrem 100-krat rajši, nego bi grešil pred Gospodom? Nisem vedela, da bi bil to greh. In sram me je tudi. V Svetem pismu sem brala, da je morala kralja Davida,
ko je bil zelo, zelo star, greti deklica tujka. In naš gospod Bog mu tega ni štel greh. Vidiš, zato vam vedno pripovedujemo, da svete knjige ni vsakomur dati v roke. Vsakdo je ne razume. In v tem tiči vsa hudobnost vaših krivih pismovkov, da mečejo bisere v blato, prav kakor bi sipali zlate kamne svinjam v korito. No, o kralju Davidu ne morem in ne smem govoriti s tabo, ali prepričana bodi, da nisi poklicana umeti resnice. Obriši si obraz in pojdi, dobro si preskrbela zame, sedaj pa me pusti mojemu Bogu, ki je moj stolp in moja rešitev. Mrakove žensko niso dopustile, da bi Amandus umrl take smrti in so ga zahtevali, da ga prenesejo nazaj v hišo. Naslednje jutro pa je šla družina sekat les za kurjavo v zalo. Le Katarina je ostala doma. Skrbela je za bolnika. Med njima je zopet stekel pogovor in Katarina je namignila, da v pismu nikjer ne piše, da si božji služabnik ne bi smel poiskati družice. Amandus je to zanikal in si želel, da bi čim prej odšel od tod. Res so pon kmalu prišli njegovi služabniki. Odnesli so ga proti škofi Loki. Na poti so še enkrat srečali medveda, prav tam, kot ga je takrat napadel. Hotel ga je ustreliti, a ni imel več tolike moči. Omahnil je in kriv življenjska se je vlila iz njega. Kanonik Amand je pri tej priči umrl in njega duh je splaval pred našega Boga na sodbo. Tako je bila tudi njemu ljubezen v pogubo, ker ga je prisililo, da se je odpravil na mučno pot, katere nikdar ni mogel prebiti. No, tu bilo pa tudi vse. Naši igravci, a ne da so lepi. 17. stoletje, takole je izgledalo, kostumsko. Naprej bomo pa detajle bomo razložili pa na cilju, ko pridemo gor, se nam pridejo še enkrat pokazati, ker ste tako fajn za pogledati. Zahvalimo se tudi takrat gospe, ki nam je tole pomagala šivati in je dala, mislim, da sigurno polovico svoje duše v tele kostume. Jaz pa prav toliko v to, da tole takole zgleda, kot zgleda.
Žirovskim vrhom in pa Brebovnico na uni strani. Tam zadaj so skrite lučine, ki tiče med golimi, kako je že rekel prej, tja v ponižnih, ne vem kje že, ponižne lučine. Pa na to stran sam je pa Žirovski vrh, vse kar vidite tole, ta prvi breh. Zadaj pa je tam une hiške deleč za Blegošem, tam je Slajka, čist ta prvi hribet, ta prvi za Žirovskim vrhom. Pa je Studar, pa tako dal so hiške, pa so Brda, tam Blegoš na vrha, ne? To smo že obdelali. Pa unale kmetija, ki ima tak velik kozovc z rdečo streho, tole direktiva, tole. Je par Podlešan. To je bila prva kmetija na Žirovskem vrhu, je prva naseljena, prvo naseljeni sekan področje, no, prva pač, pod lesom so je rekli takrat, zdaj pa Podlešan se je že od takrat malo popačal. Pa Jeran je bila pa potem druga, tale takoj pod njo, ka vidite samo stebre, tam je pred parimi meseci pogoril kozovc, ampak ni pogoril naravno, ampak je pogoril tako, kaj je en podtaknil. Zelo lepo, ne? Tukaj spodi, čist dol, ko poteka cesto proti Gorenji vas, vidite eno tako roza rdečkasto stavbo, pa sivo ravno strehoma. Tu še ostane kot rudnika Žirovski vrh. Tam dol je bil rudnik urana Žirovski vrh. Rovi so bili od tam dol, pa vse notar, do pod une kmetije, kad vidimo, kam je zeleno streho, ali pa kad je daljnovod dol čez. Mislim, da v 4 ali 3 nivojih, pa 60 kilometrov je bilo vseh teh rovov. Tako da je kar preluknan spodi. Kaj sem še tla povedal? Tlele je kmetija par Grobež, tamle je bila kmetija par Šimc, je bila do nedavnega kmetija odprtih urad. Danes so zaprte, ker žal tako življenje pride, pa se potira združta in sta šla na razen. Lih včeraj sem ženska odselila, tako da danes žal nam ni mogel nič postrežiti. To pa gremo naslednja hiša, tamle, ki so gor kolektori, pa 2 strešna okna, tam sem jaz doma, tam je naša hiša, tam se bomo ustavili, pa bomo šli pa od naše hiše naravnost, tako ki je naokrog, skozi en gozdiček Pihovc, prišli do potoka Zale, tam so res tudi lepo za pogledati, no, tak umeren kotiček je spravljen, da bi se kar dol usedel, pa kar gledal, pa se ne nagledal. Tale kraj je pa tudi naš in velikrat pridemo peš gor z družino, res je zmeraj neki pihlače, ti je vroče, se tle zmeraj ohladiš, naužiješ svežega zraka, lepega okolja. Vam priporočam, no, da se nam kdaj zvečer pridružite. In kar polet stalna tura tle sem, da pridemo. Peš ali pa z vozičkom ali pa kakor zdaj. To tamle gor, una najvišja kmetija je pa kmetija na Javorču, 901 meter nadmorske višine.
Mlin je mlel do leta 1979. Takrat je žal prenehal, ker ni bilo več, niti živice niso več sejale in je škoda, no danes se nam zdi to škoda in bi zelo radi ta mlin tudi obnovili. Ampak zaenkrat se težave ostavi, ker je pač, se veste, ta evropski razpis je treba imeti denar za založiti. In če tega denarja ni, pač take stvari žalostno propadajo. Občina pa tudi vemo, da vsega žal ne morejo. Ampak počas verjamemo, da to bo. Olga pa Janez sta pa pridna, ohranjata vso orodje.